Molimo. Vsemogočni, večni Bog, dobrotno poglej na našo slabost in nas brani svojo močno roko, da ne omagamo v boju z močmi teme. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Odpoved najboljši post. Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod, če odpraviš zatiranje iz svoje srede, iztezanje prstov in prevarljivo govorjenje, če lačnemu nudiš, kar imaš sam rad in potrtega nasitiš, bo zasijala v temi tvoja luč in tvoja temina bo jasna kot poldan. Gospod te bo vedno vodil in te poživljal v suhih pokrajinah. Dal ti bo moč in boš kakor namakan vrt, kakor vrelec studenca, katerega vode ne usahnejo. Tvoji ljudje pozidajo prastare razvaline, vzpostaviš temelje prejšnjih rodov. Imenoval se boš za zidalec razpok, obnovitelj cest do bivališč. Če zadržiš v soboto svojo nogo, da ob mojem svetem dnevu ne opravljaš svojih potov, da imenuješ soboto radost in Gospodov sveti dan častitljiv, ga častiš s tem, da ne delaš svojih potov, se ne lotevaš svojega posla in ne govoriš praznih besed, tedaj se boš veselil v Gospodu in jaz te popeljem po višinah dežele in ti dam uživati dediščino tvojega očeta Jakoba. Gospodova usta so govorila. To je Božja beseda. Gospod, vodi me po poti resnice. Gospod, poslušaj in usliši me, zakaj beden sem in ubog. Varuj mojo dušo, ker sem ti vdan, reši svojega služabnika, ki v tebe upa. Gospod, vodi me po poti resnice. Ti si moj Bog, usmili se me, Gospod, neprenehoma te kličem. Razveseli svojega služabnika, ker k tebi dviga svojo dušo, Gospod. Gospod, vodi me po poti resnice. Ti, Gospod, si dober in milosrčen, poln usmiljenja do vseh, kateri te kličejo. Čuj, Gospod, mojo molitev, poslušaj glas moje prošnje. Gospod, vodi me po poti resnice. Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je videl Jezus cestninarja Levija, ko je sedel pri mitnici in mu rekel: Hodi za menoj. Levi je pustil vse, vstal in šel za njim. V svoji hiši pa mu je napravil veliko gostijo. Bilo je zelo veliko cestninarjev in drugih, ki so bili z njim pri mizi. Farizeji in njih pismouki pa so godrnjali zoper Jezusove učence: Zakaj jeste in pijete s cestninarji in grešniki? Jezus jim je odgovoril: Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel k pokori klicati pravičnih, ampak grešnike.
Kristusov evangelij. Preproste besede, hodi za menoj, so bile dovolj, da je cestninar Levi odšel za Kristusom, da se ga je dotaknilo tisto, kar mu je Jezus želel sporočiti s temi besedami. Iz njega potem nastane evangelist Matej, ki je hodil za Kristusom, ki je šel za njim z vsem, kar je imel, ki je pričeval zanj, ki je zanj dal tudi svoje življenje. Besede lahko veljajo tudi za nas, ki smo začeli postni čas. Hodimo za Kristusom, da bi dospeli tudi do velike noči. Kaj pravzaprav pomeni hoja za Kristusom? Ima sveti Irenej eno lepo besedilo, ga bom prebral, da lahko ob tem razmišljamo tudi o naši hoji za Kristusom. Če nam veleva, naj hodimo za njim, ne dela tega, ker bi potreboval naših uslug, temveč da bi nas rešil. Hoditi za Gospodom se pravi imeti delež pri zveličanju, prav tako, kakor če slediš luči, si deležen njene svetlobe. Tisti, ki so v svetlobi, ne dajajo svetlobe luči, ampak je luč tista, ki jih razsvetljuje in po njej postajajo osvetljeni. Ne da bi kaj doprinašali k luči, prejemajo njene dobrodejne žarke. Prav tako Božji služabnik nič ne doprinaša Bogu, kajti Bogu ni treba človeških uslug, pač pa Bog podarja vsem tistim, ki hodijo za njim in mu služijo, življenje, nesmrtnost in večno slavo. Tako nekaj besed svetega Ireneja o hoji za Gospodom, ki ni nekaj, kar bi mi dajali Bogu, ampak nam Bog želi podariti vse, pa naj bo tudi ta naš postni čas, naše prizadevanje, da bi zmogli oditi za Gospodom, da bi pustili, da nam on deli svoje milosti.